lastnim krajem, tako da smo jo dali na začetek in bomo slišali ob 150-letnici enega drugega tabora, torej tabora, ki je tudi zelo odmeval v Ormožu. Prosim, kolegica. Pozdravljeni, spoštovani organizatorji tabora, referenti, gospe in gospodje. Čast mi je, da tukaj je danes prisotna tudi naša ormoška poslanka, gospa Mojca Žnidarič, kar me posebej veseli. Drugače pa mi je tudi čast, da vam lahko v kratkih obrisih predstavim mesto in pa območje, kjer je pred 150 leti bil, oziroma kjer je pred 150 leti se odvijal ormoški tabor in čigar obletnico obeležujemo v Ormožu prav v tem letu. Pomemben vir o ormoškem taboru je vsekakor kronika mesta Ormoža, ki je v celoti ohranjena in se hrani v zgodovinskem arhivu na Ptuju. Mesto Ormož, če še niste bili v naših prelepih krajih v Prlekiji, leži pod obronki Slovenskih goric in sicer se je razvilo na rečni terasi ob reki Dravi. Je pa mesto številnih vzponov in padcev, različnih izzivov in skozi zgodovinsko obdobje je tudi mesto doživljalo številne spremembe. Nekako do srede 18. stoletja je bilo mesto majhno, obmejno mesto, skoraj popolnoma prežeto slovenskim prebivalstvom in v tem obravnavanem obdobju se v iz etnološkega vidika je spadalo k panonskemu območju. Bilo je precej starih običajev in pa posebnosti, ki so zaznamovale to pokrajino in pa tudi njene prebivalce. Predvsem pa za tukajšnjega kmeta je bilo obdobje sredi 19. stoletja zelo razgibano, kajti pojavljala so se vprašanja, predvsem v zvezi z drobljenjem kmetij in pa z propadom vinogradništva. Nekako konec 18. v začetku 19. stoletja pa so se v mestu začeli naseljevati nemški obrtniki in pa maloštevilni trgovci, ki so povečevali svoj dohodek predvsem na račun tega, da so kupovali vinograde v okolici samega mesta in pa na območju Slovenskih goric oziroma Jeruzalema. Veliko vlogo v tem obdobju je imel tudi nemški viteški red, ki je na tem območju zgradil tudi komendo in je imel, kot vemo, sedež na Dunaju, tako da je v tem cerkvenem duhovnem življenju tudi obvladoval to območje. In tako je tudi mesto Ormož leta 1848 dočakalo seveda v nekih narodnostnih razprtijah to leto, kajti prišlo je do številnih nesoglasij med slovenskim in nemškim prebivalstvom. Mesto je bilo tipično nemško, medtem ko okolica z bližnjo vasjo Hardek, ki se nekako drži samega mesta, pa je bilo slovensko. In leta 1848 je slovensko prebivalstvo v mestu izvedlo množične manifestacije. Nemško prebivalstvo je seveda in predvsem magistrat, v katerem so imeli prevlado nemški obrtniki, je te manifestacije prepovedalo. Kljub temu je potem do tega prišlo in sicer 16. septembra, ko so po nedeljski maši se slovenski kmetje zbrali pred cerkvijo in na cerkvenem turnu izobesili slovensko zastavo. Nemški prebivalci so potem kot odpor proti temu so se zaprli v hiše, zaprli okna in tako nekako zaprti v hišah ostali 2 dni, medtem ko piše v kroniki, pa slovensko prebivalstvo obhajalo ta dan slavnostno razpoloženo. Še en pomemben podatek velja omeniti in sicer 1860 je skozi Ormož zapeljal tudi vlak, kar je bilo potem zelo pomembno pri organizaciji tabora. V Ormožu, ormoškem okraju, ki je imel 33 občin, je 1869 leta živelo 16.700 prebivalcev in slovensko prebivalstvo v okoliških vaseh, predvsem na Hardeku, se je pač v tistem času zavedalo pomena slovenskega narodnega prebujanja oziroma pomena uveljavljanja slovenskega jezika v javnem življenju. Tako so 16. oktobra 1868 v Ormožu ustanovili čitalnico,
ki je bila središče zbiranja vseh teh slovenskih narodnjakov v Ormožu. Leta 1868 so potem v mesecu juliju organizirali tudi veliko vrtno veselico, in sicer tudi tukaj na Hardeku, torej v neposrednji bližini Ormoža, na posestvu enega izmed veleposestnikov, in takrat se na tej veselici sta se udeležila te veselice tudi Rajić in pa Zarnik, in veselica se je končala s pozivom na udeležbo na taboru v Ljutomeru, za katerega vemo, da je bil potem v mesecu avgustu, 9. avgusta. Rekli so, da je to organizacija tabora v Ljutomeru največji korak k boljši naši budućnosti. Veliko narodnjakov se je iz Ormoža udeležilo tega tabora v Ljutomeru in tudi ta ljutomerski tabor je potem imel v Ormožu zelo velik odmev. Saj so se potem v začetku leta 1869 v Ormožu začeli pripravljati na svoj lastni tabor. In sicer so organizirali organizacijski odbor, katerega predsednik je bil dr. Petovar, ki je bil odvetnik v Ormožu. Večkrat so se tudi sestali in so potem nekako postavili temelje oziroma temeljna vprašanja, na katere bodo poskušali odgovoriti na samem taboru. To so bila enaka kot na ostalih taborih, vprašanje uvedbe slovenskega jezika v urade, v šole. Sta pa bile dve točke še posebej izpostavljene, in sicer ustanovitev slovenske hranilnice in posojilnice v Ormožu in pa zgraditi bi bilo potrebno most čez reko Dravo, torej na hrvaško stran, saj so počutili potrebo, da se tudi duhovno nekako povežajo z prijatelji iz hrvaške strani. Tabor v Ormožu so potem organizirali 8. avgusta 1869. leta. Po teh podatkih, zapisanih v kroniki, se bi naj tabore udeležilo okrog 7000 ljudi. Bila je to sicer nedelja, deževen dan, tako da potem, ko na koncu so zapisali nekako, da je udeležba bila proti pričakovanju velika, predvsem glede na te vremenske razmere. Taborniki oziroma udeleženci so na tabor prihajali iz 3 strani, in sicer iz Pragerskega oziroma Ptuja proti Ormožu. Naj povem, da so že na teh železniških postajah pred Ormožom so se zbirale velike množice ljudi in pozdravljale te prihajajoče na tabor. Številni ti slovenski napisi so bili, potem so postavljali slavoloke in pa tudi trake z slovensko zastavo. Potem druga skupina je prišla iz smeri Središča oziroma Čakovca oziroma iz Kaniže, in pa tretja skupina udeležencev na tabor je potem nekako prišla iz ljutomerske strani, in sicer so prihajali na vozovih, napisano je celo, da so bili zelo lepo okinčani, okrašeni. So pa organizatorji tabora potem vse udeležence nekako sprejeli na železniški postaji, odkode so se zapeljali oziroma šli peš proti ormoški čitalnici, kjer so jih pogostili, igrala je godba in pa seveda tudi peli so slovenske pesmi, in to je vse trajalo nekako do 4. ure popoldan, ko so se peš podali na prizorišče tabora, ki je bilo nekako pol ura hoda od mesta samega Ormoža. Velja še tukaj omeniti, da so vsi, ki so se pripeljali na tabor z železnico, prav tako imeli nekako polovično vstopnico. Pokazati so morali samo potrdilo, ki so ga dobili v čitalnici oziroma od organizatorjev tabora. In sicer je to bilo vse med 6. in pa 10. avgustom, kar velja pač tudi razmislek, oziroma verjetno so ti udeleženci prihajali že kakšen dan prej in pa so se potem tudi še kakšen dan zadržali v samem mestu. Piše, da je sam prostor bil izredno lepo okrašen, torej prostor, kjer se je odvijal tabor. Tabor je bil na tako dobrem terenu, da si boljšega za ta namen ne bi mogli želeti.
Bilo je na velikem pašniku, obdanem z velikimi drevesi, ki so dala dovolj prijetne sence zbrani množici. Tudi oder je bil prostoren in lepo okinčen. Velja še tukaj omeniti, da so z temi prihajajočimi na tabor, oziroma s temi, ki so prihajali iz središča smeri, prihajali in pa tudi iz ljutomerske strani, je prišlo zelo veliko teh udeležencev iz Hrvaške, in sicer na več kot 20 vozovih so se pripeljali tudi Hrvati na ormoški tabor. Na taboru v Ormožu so bili govorniki Ivan Petovar, torej predsednik organizacijskega tega odbora, Vladimir Zarnik, Josip Vošnjak, Anton Tomšič in pa Božidar Rajić. Torej vse te osebe, ki so se pojavljale že predhodno na ostalih taborih. Ivan Petovar je začel sam tabor in sicer je predlagal Radoslava Razlaga, odvetnika iz Brežic, za predsednika tabora. Ta je potem prevzel besedo in nekako dejal, da naj množice v miru poslušajo nekako vse govornike, da naj ne bo izgredov in pa naj glasujejo po svojem prepričanju. Posebej je potem pozval k govoru Vladimirja Zarnika, ki je govoril o združitvi vseh Slovencev v eno krono, predvsem pa o tem, da je potrebno gospodarstvo, pač da Slovenci moramo sami voditi gospodarstvo brez tuje pomoči. Posebej pa potem izpostavil še pomen graditve mostu čez reko Dravo v Ormožu in da se bi naj na tak način tudi Slovenci povezali z prijatelji na drugi strani, torej z hrvaškimi brati. Josip Vošnjak, naslednji govornik, je govoril o potrebi, da bi ustanovili srednje in višje slovenske šole, Anton Tomšič pa o uvedbi slovenskega jezika v urade. In pa tudi seveda o teh uradnih spisih v slovenskem jeziku. Posebej pa so udeleženci tabora nekako pozdravili Božidarja Rajića. On je bil sicer duhovnik doma iz Žvaba, nedaleč Ormoža, torej to je bila župnija Sveti Tomaž. Drugače je bil, oziroma je takrat delal v Halozah, pri Sveti Trojici je bil duhovnik. Božidar Rajić je govoril o pomenu zedinjenja Slovenije, potem je tudi nekako orisal politične razmere v takratnem času, na koncu pa se je obrnil na mladino in govoril o tem, kaj je potrebno narediti oziroma kako je potrebno slovensko mladino vzgajati, da bo v korist sebi, družbi in pa tudi državi. In tako je med drugim rekel: mladezen, vem in vidim, da si navdušena za vse, kar je narodno, toda navdušenost se lahko izhladi, kakor dim, mine kakor rosa strave, zato terjam od tebe, slovenska mladezen, da s prisego potrdiš svoje dobre nakane, ter te vprašam: hočeš li marljiva in delovna biti na korist svojemu narodu? Reci, prisegam. In na to so potem udeleženci tabora v svojem imenu in pa tudi imenu slovenskega naroda, kot je zapisano, pozniknili roke in 6-krat potem zaprisegli in izrekli narodoljubno prisego. Ivan Petovar je potem ob koncu še govoril o potrebi ustanovitve slovenske hranilnice in posojilnice v Ormožu. Vladimir Zarnik pa je zaključil vse skupaj s tem, oziroma je opozoril, da v istem času nekako v Celju poteka tudi zbor nemškutarjev proti taboru v Ormožu in da je nekako potrebno sprejeti sklepe, ki bodo sklepe proti tem nemškim sklepom, ki so bili sprejeti v Celju, in to je tudi potem nekako bilo na tem taboru soglasno sprejeto. Sledil je potem še pozdrav Hrvatov, njihov odstrav, nato pa je mladina šla na oder, peli so slovenske pesmi, kot je zapisano, igrala je godba. Udeleženci tabora pa so se pozno popoldan potem odpravili proti Ormožu v čitalnico, kjer so potem nekako se zadržali do zgodnjih jutranjih ur. Pomen ormoškega tabora vsekakor zelo velik
kajti sprejeta je bila resolucija in sklepi, ki pa seveda takrat niso bili uresničljivi, so pa potem v 80-ih letih se začele uresničevati vse tiste ideje, ki so bile na tem taboru izpostavljene. In sicer 1876 so že v Ormožu ustanovili hranilno in posojilno društvo. 1884 je začela ponovno delovati čitalnica v Ormožu, ki je vmes prenehala s delovanjem. Zgradili so tudi most čez reko Dravo v Ormožu 1889 in pa leta 1900 so v Ormožu zgradili tudi slovensko šolo na Hardekov. To so bili slovenski kmetje, torej kmetje, ki so nekako bili tudi pobudniki tega tabora 1869 v Ormožu. Mi smo v Ormožu v našem muzeju imeli pred 10 leti zelo velik tudi simpozij, izdali smo zbornik ob 140-letnici tabora, letos pa načrtujemo 2 prireditvi, in sicer 24. junija bo razstava pri nas v muzeju v Grajski pristavi in pa septembra, mislim, da je 7. septembra, pa bo akademija, s katero bomo počastili 150-letnico ormoškega tabora. Hvala. Glede na to se pravim, da kolegi se mora oditi, da bi mogoče če kakšno vprašanje, kar zdaj tako je bilo, preden nam pobegne. Mogoče bi jaz samo že to, ko ste govorili, povezal Most prek Drave pa hrvaški obisk. Kar predvidevam, da tudi zelo dobro poznate delovanje čitalnice, ker iz tistih logov, torej tega predela so nekateri seveda tudi slovenski kasnejši izobraženci hodili na varaždinsko gimnazijo, pa se tam šolali. A je bilo v tem času še, oziroma že ali še, koliko je bilo kakšnega tega ilirskega vpliva povezovanja, ali je bilo že, bom rekel, izrazito ta južnoslovanska poanta, ali je bilo še kaj, bom rekel, tega ilirizma prisotnega? Ilirizma je bilo kar veliko, predvsem zaradi Stanka Vraz. Vemo, da Stanko Vraz je domačin naš, doma iz Cerovca, nedaleč Ormoža, in on je imel zelo velik vpliv. Tako da predvsem na tem prebivalstvu na podeželju je ta ilirizem še zmeraj bil zelo velik vpliv, pa tudi to, kar ste rekli, da so Ormožani obiskovali varaždinsko gimnazijo, seveda. Prav zaradi tega so izpostavljali to potrebo po mostu, ker zdaj, ko ni bilo mosta, so morali v Varaždin iti, oziroma zelo velik krog narediti, da so prišli. Medtem ko tukaj, ko so šli čez ta novi most, pa seveda to je bila bližnica, verjetno kar 60% krajša pot, Še kakšno vprašanje? Knjige v čitalnici in časopisi so bili kakšni, če kaj v tem pišete, na to temo? V ormoški čitalnici? Ja, slovenske knjige so bile. V tistem času. Slovenske knjige so bile. To so tudi ti kmetje, ki so živeli na Hardeku, so zbirali slovenske knjige. In ta zavest je v Ormožu zmeraj, je Ormož bil nekako do druge svetovne vojne razdeljen na nemški in slovenski del. Nemci so ustanovili svojo šolo v mesto Ormožu, medtem ko je ormoško to slovensko prebivalstvo pa ustanovilo svojo šolo na Hardeku, to je bližina Ormoža, oziroma to je del, ki se drži Ormoža. Tako da je to bilo res strogo ločeno in tudi ta zavest slovenska je tukaj na Hardeku bila zelo velika in močna. A smem, odkot motiv teh Ormožanov? Da so to naredili? Da so tako zavestno. Mogoče Božidar Rajič je imel zelo velik vpliv, potem Stanko Vraz in vsi ti narodnjaki, ki so takrat bili, in pa moram reči ta zdrava kmečka pamet. Mogoče se zdaj vidi to idealistično, ampak takrat verjetno pa še, mislim, jaz sem etnologinja, drugače malo to spremljam, to zavest, pa to mišljenje tega prebivalstva in ta zdrava kmečka pamet se mi zdi, da je zmeraj imela to dominantno vlogo, Najlepša hvala. Hvala kolegi Korpičevi.